Miljanu, v eni hiši zraven Špargerta, 3 škocjanski kaplanci. Ta pravi stari hudi čikari. Kovač, Bogner in Šušter. So sedeli tam in Špargerti, čikali tisti tobak in pljuvali tisto rjavo slino. In Špargert ima prav črno rjavo, da se ga čikal in tobaka in vsega svega. Tam so se greli, sedeli in se niso odmaknili niti, kadar je tela od Kovača žena skuhati kakšno kosilo ali kakšno tako stvar. So sedeli, čikali, pljuvali in si pravili pravce. Ko so povedali kakšno prav smešno, so se prav vsi veselo zakihlali in prav veselo pljuli malo tiste rjave sline. Kovačeva žena jih je bila že sita, ker ni mogla prijeti do Špargerta nikdar. Sam je bila krotka ženska, je bila navajena, da je treba vse prenašati in potrpiti. No, pa en večer se Kovačeva žena odloči, da bo skuhala polento. Čikari seveda sedijo tam po Špargerti, pljuvajo svojo slino, čikajo vse skupaj. In ona tam se mora prav malo izboriti, malo svojega prostora. Pa pravijo pravce in ona posluša te škocijanske modrijale. Pa pravi Šušter. Kaj se zgodi, če umre Škocjanc? Kaj se zgodi? Nič. Rata angelčki in gre v nebesa. Rata prav ta pravi angelč s krotnicami in vse plava tam po nebesah, ker kaj bi lahko drugega rato? Je bil pameten Bogner. Pa pravi Kovač. Ja, zakaj pa če umresta 2 moža, 2 Škocjanca, kaj se pa pol zgodi? Pa pravi Šušter, ja, kaj se pol zgodi? Nič, če umresta 2 Škocjanca, rata sta 2 angelčka, fr in zleti sta kaj v nebesa. Ma, ne mislim, ma prav prepričan sem, če umresta 2 Škocjanca, ma da rata sta 2 angelčka. Pravi Kovač, kaj pa če umrejo 3 može, 3 Škocjanci, kaj se pa pol zgodi? Takrat pa žena se obrne od Špargerta, prime ono polentrco pa pravi. Ma veste, kaj bi se zgodilo, če bi vi 3 umrli? Ne veste, no? Ma vam bom jaz povedala. Če bi umrli vi 3, bi bil raj na zemlji. Super.